Lep pozdrav iz Strasbourga. Tokrat se nam je pridružil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. V svojem nagovoru je v Evropskem parlamentu med drugim izpostavil, da kriza zahteva bistveno močnejšo in tesnejšo sodelovanje na evropski ravni. Vedno hitreje se približuje vstop Hrvaške v Evropsko unijo, zato je treba izvoliti hrvaške predstavnike v evropske inštitucije. Z veliko večino smo potrdili novega komisarja za potrošniško politiko Nevena Mimico, čeprav na zaslišanju ni izkazal pričakovanega znanja. Neven Mateša, kandidat za evropskega računskega sodnika, pa sploh ni bil potrjen. Jaz sem sicer glasoval za oba kandidata. Pomembna tema Evropskega sveta konec junija bo odločanje o priporočilih članica o potrebnih reformah. Naj spomnim, da je Slovenija dobila kar nekaj domačih nalog. Teh bi bilo še več, če ne bi nova vlada spremenila smer in nadaljevala z reformami, ki jih je začrtala še Janševa vlada. V razpravi s predsednikom komisije Barrosom in irskim predsedstvom sveta je parlament izpostavil predvsem potrebo po naložbah v nova delovna mesta. Delovna mesta so v Evropi še kako potrebna, glede na veliko število brezposelnih, in številni od njih so izpostavljeni revščini. V Sloveniji je bil po zadnjih podatkih Eurostata skoraj vsak drugi brezposeln izpostavljen tveganju revščine. Še bolj zaskrbljujoče pa je, da je med ogroženimi in pomoči potrebnimi vedno več zaposlenih, ki kljub delu nimajo dovolj za preživetje. Zato je sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim več kot potreben. Parlament zanj predlaga 3,5 milijarde evrov, končna višina pa bo odločena v proračunskih pogajanjih. Sklad pomaga pri financiranju hrane, obleke, zadovoljevanju drugih osnovnih potreb najbolj ogroženih. Preprosto gibanje po Evropi ali tako imenovani šengenski režim je ena od pomembnih evropskih pridobitev. Včasih pa se vendarle pojavijo izjemne razmere, ki zahtevajo omejitve. Poslanci smo zato potrdili spremembe šengenskega režima, ki dovoljujejo uvedbo nadzora na notranjih mejah. Vendar bo to dovoljeno le v strogem omejenem obsegu in času. V Evropski uniji pa vsako leto pride tudi veliko ljudi, ki iščejo zatočišče, ker so v domačih državah zaradi različnih razlogov preganjani. Lani jih je bilo takih 300 tisoč. S skupnim evropskim azilnim sistemom bi naj Evropska unija bolje obvladovala te zahteve in pravice prosilcev za azil. Nova pravila naj bi začela veljati v drugi polovici leta 2015. Prinašajo pa med drugim skupne roke za obravnavanje prošenj, posebno skrb za mladoletnike brez spremstva, zagotavljanje dostojnega življenja in hitrejši dostop do trga dela. Tudi policija bo imela dostop do seznama prosilcev, kar bi naj pomagalo pri preganjanju terorizma. No, poleg tega smo sprejeli nova pravila o boljšem označevanju in vsebini otroškega mleka, hrane in posebne dietne in nizkokalorične hrane. Ukvarjali smo se tudi z novo zakonodajo na področju zdravja, ki naj bi izboljšala odzivnost Evropske unije na razne pandemije, kot je denimo gripa. Tako bodoče članice bi lahko skupaj kupili zdravila in tako dosegli ugodnejšo ceno. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav!